Jezus Kristus oziroma ostali sveti teksti imajo podobne zgodbe. Je šel za 14 dni v puščavo sam, da je izgnal svoje demone. Živijo, jaz sem Miha Beržič, tabornik od leta 1988, univerzitetni diplomirani mikrobiolog in ustanovitelj in glavni inštruktor Black Raven Solutions Wilderness Academy. Tale vlog sem najprej začenil kot živ video, pa hitro ugotovil, da tega na Facebooku ne bom mogel glih dobro objavljati, ker sem ponavadi na takih lokacijah, ki imajo dosti slab mobilni signal, in sem se odločil, da zadevo prenesem kar na svoj YouTube kanal in potem popostam gor, da si ga lahko ogledate. Naslov tega videologa je Popotovanje junaka oziroma Hero's Journey. To je verjamem ena stvar, ki bi mogel vsak se odločiti, da jo naredi. Je nekaj tako arhetipnega, tako globokega v nas, da se to praktično kot zgodba pojavlja v vseh porah našega življenja. To beremo v knjigah leposlovnih, potem raznih zgodbah o uspehu. To gledamo v hollywoodskih filmih, nanizankah, se pravi, junak se odloči, da bo nekako se soočil s samim sabo preko nekega teska, nekega questa. In to je v bistvu to, no. Popotovanje junaka opisujejo, ne vem, že Homer ga je opisoval, Iliada, Odiseja, potem Jezus Kristus oziroma ostali sveti teksti imajo podobne zgodbe. Je šel za 14 dni v puščavo sam, da je izgnal svoje demone. Nekako ta popotovanja junaka oziroma čas odraščanja iz otroške v odraslo dobo pa so prakticirale zelo zavestno vse stare kulture. Namreč fanta punco, ki je bil recimo dopolnil polnoletnost, ki ni rečeno, da je bilo to 18 let, so poslali v divjino samega, da je mogel sam oziroma sama preživeti za eno obdobje in narediti en quest oziroma prinesti nekaj nazaj, en dokaz, da je sposobna sama preživeti, se preživljati od pač narave, od matere zemlje z vsemi darovi, ki jih daje. In pač s tem dokazati, ko se je vrnil oziroma vrnila nazaj v skupnost, da je sposobna pač se soočiti same s sabo, s strahovi, z življenjem oziroma da sprejema življenje, ga podpira, ga ne zavrača in s tem dobil oziroma dobila tudi potrditev skupnosti, da lahko prisostvuje in dobila nekako volilno pravico, da lahko prisostvuje in ima odločanje pri vseh posvetih. Skupnost je na ta način vedela, da imajo močno zdravo osebo, bom rekel, na duhovnem, čustvenem in mentalnem nivoju, ki je pač sposobna poskrbeti ne samo zase, ampak tudi za druge in da se lahko nanjo zanesejo. Tako, tale videolog je pa nekako namenjen po ustvarjanju tega mojega procesa, ki sem ga začel pred 4 leti in tudi dokončal nekako, bom rekel, v letošnjem letu. In v bistvu povabilo vsem vam, da ta proces opravite.
Jaz vam bom povedal oziroma pokazal, kako čez teh nekaj videologov v razdobju od 1 do 14 dni in bomo šli čez tako tehnične aspekte, katero opremo potrebujete za varen obisk divjine, kako to naredite, kakšne so, bom rekel, mentalni zadržki, čisto umski, misli, čustveni zadržki, čez katere strahove morate v bistvu iti, in se v bistvu soočiti in samim sabo se pogledati v špegel, sprejeti vse, bom rekel, tisto dobro in slabo, kar je v vas, kot popolnoma enakovredno in tudi, bom rekel, se dvigniti nad en nivo zavedanja o planetu, o življenju, o samem sebi, in pridobiti to notranjo vero in zaupanje v to, da je življenje lepo, da ga ustvarjamo sami in da smo odgovorni tako za svoje življenje kot za svoja dejanja. Da sprejmemo odgovornost za vse, kar izžarevamo, to je naše misli, naše besede, naša dejanja. Tako, toliko za prvič. Toliko za prvič. Hvala lepa, ura je zdajle 4:15. Tukajle v gozdu na eni od mojih baz oziroma lokacij me je zbudil srnjak. Upam, da bo zdajle še kaj zalajal. Ja, seveda, kot vedno, dajte tamle stisniti subscribe, dajte polajkati ali pa ne, če vam zadeva ni bila všeč, in se vidimo v naslednjem videu.